Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v domu krajanov Sora na Sorškem odru na tradicionalnem srečanju otroških folklornih skupin z območja okolice Ljubljane, poimenovanem Kovlinček Ropoče 2023. Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije organizira srečanja otroških folklornih skupin z namenom prikazati in spodbujati otroško folklorno produkcijo v slovenskem prostoru. In danes nas bo v bosonoge čase popeljalo 5 skupin, ki delujejo v okviru šol ali društev na območju 9 občin pod okriljem JSKD Ljubljana okolica. Današnje srečanje pa je tudi strokovno spremljano, zato med nami lepo pozdravljam tudi strokovno spremljevalko Hano Brezovnik. Ja, ljudska pesem, pravljice in stare šege, plesi in navade, rečna govorica, pregovori in reki, vse to tiči v ljudski podlagi sleherne narodne kulture, tudi slovenske. Tem vrelcem narodnega duha so prisluškovali mnogi pisatelji in pesniki in ob njihovem navdihu ustvarjali. Znanstveno zainteresirani etnografi in jezikoslovci so z zanimanjem preučevali to narodovo blago, še danes pa se njihov vpliv izraža marsikje, še posebej v plesu in glasbi. In to kljub temu, da v novih pogojih življenja in dela vrelci ljudskega mišljenja in čustvovanja hitro usihajo. A tudi zahvaljujoč folklornim skupinam, kot jih bomo spremljali danes, ti zagotovo ne bodo presahnili. V današnji program nas bo popeljala skupina, ki zelo dobro poznata oder. Mlajša otroška folklorna skupina Kuda Oton Župančič Sora. Združuje najmlajše predšolske otroke in plesalce ter plesalke do 9 let starosti. Skupina se pod vodstvom Ane Barle spoznava z raznovrstnimi plesi, igrami in običaji. Nekateri utrjujejo plesne korake, drugi jih osvajajo na novo. Poleg plesa pa druženja popestrijo z različnimi dejavnostmi, ki pritičajo vsakemu letnemu času. Koreografija Hudič Polhe pase je sestavljena na podlagi različnih ljudskih pripovedi, ki jih je Janez Vajkard Valvazor zapisal v slavi Vojvodine Kranjske. Ljudje so govorili, kako vrag oziroma hudič polhe pase. Več različnih zgodb so pripovedovali o tem, da kadarkoli v gozdu po noči zaslišiš pok ali žvižg, moraš brž zbežati, da te vrag ne pobere, medtem ko žene polhe na pašo. Otroci se v folklorni postavitvi igrajo, da prihaja hudič polhe past in prestrašijo dekleta med veselim plesom. S plesom prikazujejo, da je nekdo med njimi hudič, ko se med igro in njihovim veseljem morda pojavi pravi vrag. Vodja skupine in avtorica koreografije Ana Barle.
Skupine, ki prihaja na oder sedaj, smo še posebej veseli, saj se predstavlja na našem srečanju prvič. Zato izrekamo veliko dobrodošlico. Otroška folklorna skupina Golo deluje v okviru interesne dejavnosti na podružnični šoli Golo osnovne šole Ig in je stara samo 2 leti. Lansko leto so se prvič predstavili na otroškem folklornem festivalu Pleši črni kos in popestrili nekaj prireditev v občini. Koreografija prigode je sestavljena iz 3 slovenskih plesov: Trzinka, Špicpolka in Mrzulin. Koreografijo so učenci sestavljali skozi šolsko leto iz njihovih najljubših plesov in izštevank pod vodstvom svoje mentorice in vodje skupine Jane Merlak. Izvolite.
Ja, pa dajmo še en aplavz podbude za letošnje novince. To so bili otroška folklorna skupina osnovne šole Ig, podružnične šole Golo. Nadaljujemo pa z otroško folklorno skupino osnovne šole Dobrova. Otroška folklorna skupina Dobrova je po več kot dveletnem premoru zaradi epidemije ponovno začela z delovanjem v letošnjem šolskem letu in se je oblikovala povsem na novo. Združuje 13 plesalk in 2 plesalca od 2. do 4. razreda. Godca brata pa sta v preteklosti v skupini sodelovala kot plesalca. Koreografija nosi naslov Pika Poka, gre pa takole. Majka s kolodvora pride po punčko, izbere piko. Omeša se deček, ki si želi z njo zaplesati in kmalu ugotovi, da ni edini, ki mu je padla v oči. Več se jih trudi za njeno naklonjenost, umeša se celo godec. Pika pa ima svoje načrte in se raje pridruži prijateljicam pri igri. Vodja skupine in avtorica koreografije je Barbara Burjak. Sledi torej otroška folklorna skupina osnovne šole Dobrova. Majka, adi, adi, adi.
Gremo naprej. Otroška folklorna skupina Dolsko deluje v okviru turističnega društva Dolsko. Začetki skupine s peščico otrok segajo v leto 2016, trenutno pa v njej pleše 21 otrok v starosti med 4 in 15 let. Na harmoniki skupino spremlja Klemen Uršič. Trudijo se, da v čim večji meri prikaže običaje in plese iz njihovega ožjega in širšega okolja z željo, da se ta zvrst kulturne dediščine ohrani in ne gre v pozabo. Skupino vodita umetniški vodja Mojca Baloh in Matej Dolinar. Koreografija nosi naslov Rasti, rasti, repica. Želja po velikem in ogromnem pridelku nas žene v ples in zabavo. Na podeželju so pri opravilih na polju včasih sodelovali tudi otroci. Na polje so tako prinesli ne le otroško razigranost, temveč tudi nagajivost. Po sajenju in zalivanju repice se zabava ne ustavi, s skrbnim očesom vsi opazujejo, kako njihova repa napreduje, ker pa v življenju ne gre vse po načrtih, tudi njih na polju marsikaj preseneti. En aplavz spodbude za otroško folklorno skupino Dolsko. Pridite punce, repo posaditi.
tako, repa je pobrana, mi pa smo že pri zadnjih nocojšnjih nastopajočih in to so še eni domačini, starejša otroška folklorna skupina Kuda Oton Župančič Sora. Starejšo otroško folklorno skupino danes sestavljajo plesalci in plesalke stari med 10 in 15 let, ki pa se na tem odru folklorno kalijo že od predšolskih let. Otroci tako postopoma spoznavajo obsežno in bogato izročilo slovenskega etničnega prostora. Zadnji 2 leti raziskujejo izročilo pokrajin, ki so bolj oddaljene od njihovega domačega kraja, kot je na primer Primorska. In nekaj tega nam bodo prikazali tudi danes. Takole so zapisali v opisu koreografije. A da bi dekleta znala sama ribe ujet. Kakšne bedarije pa kvasite. To lahko počnemo samo fantje in izključno fantje. Dekleta se naše opreme za ribarjenje ne smejo dotikati. Le kaj bi se zgodilo, če bi dekleta res poskusila sama ribariti? Kako bi fantje odreagirali na to? Vse to in še več nam starejša otroška folklorna skupina predstavi v spletu z naslovom Je ribico ujela. Vodja skupine in avtorica koreografije Lea Onufrija. Starejša otroška folklorna skupina Kuda Oton Župančič Sora.
Tako, vsaka pesem se enkrat izpoje in prišli smo do konca nocojšnjega srečanja. Žakelj je prazen, pa je čas, da gremo na razen. Čaka nas še podelitev priznanj za sodelovanje na srečanju otroških folklornih skupin z območja okolice Ljubljane, Komlinček Ropoče 2023. Zato na oder sedaj vabim Tatjano Avsec, vodjo območne izpostave JSKD Ljubljana okolica, ki bo podelila priznanja in cvetje vsem vodjem skupin. Morda, Tatjana, ob vsakoletnem srečanju še kakšna beseda? Velja še ena velika zahvala vsem mladim folklornikom in folklornicam, ki so nas takole bosonogi popeljali v eno drugo otroštvo, ki pa ne nazadnje ni tako različno od današnjega, če le odložimo svoje telefone in tablice. Tako da hvala res vsem in čestitke za to odlično delo, produkcijo, ki so jo prikazali. Ob tem bi se zahvalila tudi kulturno-umetniškemu društvu Sora, ki nas že vrsto let takole gosti to prireditev na tem folklornem odru, ki je vajen folklore. In pa seveda hvala tudi vsem vam, ki ste do zadnjega kotička napolnili to dvorano in s tem tudi osmislili današnji dogodek. Tako da sedaj pa povabimo na oder še tiste, ki danes nismo videli, pa vendar so stale za tem, oziroma stali in stav, za tem, kar smo videli danes, se pravi vodje skupin in koreografinje te produkcije. Tako. Pa gremo kar po vrsti. Na oder vabim predstavnico skupine, mlajše otroške folklorne skupine Kuda Oton Župančič Sora, Ano Brle. Priznanje za sodelovanje na srečanju otroških folklornih skupin Ljubljana okolica Komlinček Ropoče 2023 prejme tudi otroška folklorna skupina osnovne šole Ig, podružnična osnovna šola Golo, vodja skupine Jana Merlak. Priznanje seveda prejme tudi otroška folklorna skupina osnovne šole Dobrova, vodja skupine Barbara Burjak. Tako priznanje prejme tudi otroška folklorna skupina Dolsko, vodji skupine pa sta Mojca Baloh in Matej Dolinar. Tako in priznanje seveda prejme tudi starejša otroška folklorna skupina Kuda Oton Župančič Sora, vodja skupine Lea Onufrija. Morda še kakšna skupinska fotografija vseh predstavnikov in predstavnic. En šopek prejme tudi Matej Ulčar, ki je danes na vabilu, veste, da je pisalo Tomaž Simetinger, ki pa je moral zaradi nujnih zadev to prireditev odpovedati in je uspešno uskočil Matej Ulčar, tako da hvala, Matej. Hvala tudi tebi, Tatjana. Hvala vsem za udeležbo na letošnjem srečanju v Sori, hvala tudi seveda vam, dragi obiskovalci in obiskovalke. Na poti ven pa vas gostitelji nocojšnjega srečanja lepo vabijo tule v sosednjo zgradbo v galerijo Sora in sicer na razstavo Antonije Plešec, Krpanke iz Omare. Torej lepo vabljeni, da se še nekoliko zadržite.
Mladim plesalcem in njihovim mentorjem želimo torej še naprej veliko zagona za ohranjanje tega lepega izročila naše kulturne dediščine. Vam, dragi starši in bližnji, pa velja ena želja, le podpirajte jih pri njihovem ustvarjanju. Hvala še enkrat za vaš obisk, hvala za pozornost in lep večer še naprej.